Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tu z zanimivimi sogovorniki in sogovornicami odkrivamo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat o problematičnih otrocih. Z menoj dr. Leonida Zalokar, ravnateljica Strokovnega centra Planina. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena, hvala za povabilo. Dobrodošla. Povejte mi, neko uveljavljeno prepričanje v stroki je, da nasilnega vedenja med otroci danes ni kaj nič več, kot ga je bilo včasih. Da smo mi kot družba postali zelo senzibilni s to prakso ničelnega tolerance, vsako odklonsko ravnanje označimo že za problematično. Povejte mi, kako vi vidite to? Pod prvo, ne vem, o kateri stroki govorite, odkot jim podatki, to absolutno ne drži. Ravno sem si zapisala, sem našla od Jordana Petersona, klinični psiholog, zelo znana. Spravite se k sebi in se soočite z resničnostjo. To je njegov stavek. To ni res. Nasilje absolutno je več. Detektorji smo seveda v prvih bojnih vrstah, to smo vzgojni zavodi. Od leta 2020, odkar obstaja zakon o obravnavanju otrok mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgoji in izobraževanju, imamo organizirano tudi tako imenovano mobilno službo. To pomeni v Sloveniji 9 strokovnih centrov, torej gremo tudi v družine in vidimo, kaj se dogaja. Na to opozarjamo že vrsto let in je dejstvo, da smo zavodi že prezasedeni, da so zunaj pred vrati zavoda stotine otrok nasilnih. To izkazujejo socialne anamneze, poročila staršev, torej problem je večplasten. Zakaj se skuša to prikazati, da tega ni več, ker je, ne vem. A gre za načrtno zavajanje javnosti, a gre za topoumje, idiotizem, ne vem. Bo čas pokazal svoje. Dejstvo je, jaz sem prinesla tudi pokazati, na kar se sklicujem v dostih pogovorih, ko skušam problematiko predstaviti, to je raziskava iz leta 2010. Naslov raziskave je Otroci s hudimi motnjami vedenja. Prosto dostopna na spletu. Sprožili smo jo pa pravzaprav vzgojni zavodi, tudi takrat centri za socialno delo in sodišča, ker se določena skupina otrok, najbolj nasilnih, najbolj problematičnih, jo ni noben sistem obravnaval. Zavodi, tudi Planina, smo jih izključevali, pošiljali domov, ker na koncentrat tovrstne motenosti oziroma to, kar so ti otroci izkazovali, mi sploh nismo bili pripravljeni. Ko je bil recimo še eden, je to šlo, ampak kaj se pa je gruča otrok tovrstne problematike bila na mestu, smo ostali brez orodij, brez metodike, konec koncev tudi brez znanja. In to, kar smo že takrat poslušali in se danes še vedno tako pavšalno navaja, da se je treba z otroci samo pogovarjati, da jih je treba razumeti, kakšne zgodbe. To v bistvu vse drži, ampak to ne drži za tisto skupino otrok, na katero smo opozorili že leta 2010. To so otroci, ki so terapevtsko neodzivni, pri katerih opažaš, ko živiš z njimi, da nimajo občutka do drugih, da nimajo nobene vesti, da nobena sankcija ne zaleže, da dejansko ne razumejo, ne vejo, nočejo, tukaj je dolga zgodba, da so storili nekaj narobe. Torej, tih otrok je več. Absolutno jih je več. In njihove deviacije so hujše, kot so bile včasih. Absolutno pojavne oblike, o tem recimo poročajo popolnoma vse tuje primerljive omikane evropske države, Finska, Švedska, Norveška. Jaz te izsledke, raziskave posredujem posod, kamor grem, tako na forumu predsednice, kot zdaj na Ministrstvu za notranje zadeve, posod jih predstavljam in povem, poglejte, druge države so to prepoznale, že pred 15 leti. So prepoznale in vse države govorijo o psihopatskih potezah. Psychopathic traits. Slovenija je trenutno še vedno usmerjena predvsem v to, da lajša izraze, da skuša najbolj grozovita vedenja, najbolj grozovite stvari predstaviti na prijazen način, torej bolj se ukvarja z terminologijo, kako nekaj prijazno poimenovati, kot pa povedati stvar takšna, kakršna je. In jaz bom absolutno govorila, tako kot vse druge države, o psihopatskih potezah, o znakih antisocialne osebnostne motnje že v otroštvu.
Torej, znak antisocialne osebnostne motnje in psihopatija, to je v bistvu ni identično, samo, ni identično, treba je ločiti beseda psihopat. Psihopat pri odraslih, se pravi psihopatske poteze, kar ne pomeni. Seveda, otroci se še razvijajo. Tako je, so pa že opazne tudi pri vrtčevskih otrocih, in prav pišejo strokovnjaki, Finska, Italija, da je največji problem to, da so te poteze, ki so v odraslosti opredeljene kot psihopatska osebnostna struktura ali pa antisocialna osebnostna motnja, zelo prepoznane že v otroštvu, in ko pa začnejo otroci oziroma mlajši otroci izvrševati dejanja, ki niso v skladu z njihovo starostjo oziroma socialno nezaželjena, se jih pa opredeli za vedenjsko motnjo. In se naredi velik problem, ker niso tretirani, niti ne obravnavani, niti za njih potem niso usmerjeni v ustrezne programe. Drug problem v Sloveniji... Odgovor bi psihiatrija, se pravi, ne pa neka psihoterapija. To so kliniki, ki bi morali izvesti. Ko jaz gledam, kaj delajo v Evropi in kaj se dogaja v Sloveniji, smo meri še daleč za butalami. Tukaj bi bila potrebna temeljita biopsihosocialna ocena. Ne pa, da pri nas klinik reče v roku pol ure, ko dobi podivjanega otroka, nič mu ni, ko se otrok umiri. Mislim, to je neresno, kar mi delamo, kar se pri nas dogaja, kar se tiče tretmaja, obravnave, prepoznave najhuje motenih otrok. Morate pa vedeti, in na to opozarjam, jaz govorim izključno o tem zadnjem kontinuumu otrok, kjer popolnoma nič ne zaleže. Se pravi, ne o splošni populaciji. Jaz sem prej začela s tem, da v splošni populaciji ne bi bilo to več nasilja. Da so otroci psihopati, ni res. Jaz izključno govorim o najbolj problematičnih, se pravi tistih, ki mučijo živali, ki, ne vem, v učilnici s plovilom upletajo po drugih učencih, se pravi take, res. Tako in v bistvu tisto, kar je najbolj grozljivo ob tem, ko ob tem ne občuti ničesar, ki lahko ob tem še uživa, kar je grozno, ampak to je treba doživeti. Mi smo to vse doživeli. Ampak to niso samo ta sprevržena dejanja do živali, ampak mučenje živali je prvi znak, mučenje živali v otroštvu je poglavitnih simptomov psihopatije v odraslosti, pa se to pri nas ne naslavlja. Jaz še zdaj ne vem, kaj je bilo za tistimi iz Kranja, mislim, da je bilo Kranja, mučitelji živali. Zanimivo bi bilo vedeti, jaz sem iz Kranja, o tem sva govorili, fantje so več kot 40 mačk do smrti mučili, zgodilo se jim ni nič, bili so oproščeni. Zanimivo bi bilo pa vedeti, kje so danes. To je slovenska katastrofa, ki očitno, zato sem vam prej rekla, katera stroka? Za te otroke, o katerih jaz govorim, se stroka razvija v vzgojnih zavodih. Ne na fakultetah in ne pri uradnikih. In to, kar mi doživljamo, ko skušamo dopovedati odločevalcem, ko skušamo dopovedati raznim ministrstvom, vidiš, da se ukvarjaš z takim topoumjem, s takim neznanjem, s tako nevednostjo, da je prav grozljivo. Samo zadnji primer vam lahko povem, ko smo se sestali Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje s predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, smo seveda rekli, da glede na populacijo otrok, ki se je absolutno spremenila, to pomeni, če se je populacija otrok spremenila, morali smo se tudi prilagoditi na nove motnje vzgojni zavodi, bi se morali tudi vsi ostali. In smo na tem sestanku problematizirali krizne centre. Ker ves drug sistem pomoči, tako na področju zdravstva, sociale, temelji na neki prostovoljni bazi in na motiviranosti. In je vedno več otrok, ki pač ne bodo prostovoljno in motivirano k ničemur pristopili, za kar je spet več etioloških razlogov. In ko smo to omenili, kakšne krizne centre bi potrebovali glede na populacijo otrok, in da je treba tudi nekaj spremeniti, se prilagoditi na otroke, nam je bilo na naslednjem sestanku s strani generalne direktorice rečeno oziroma celo zapisano, da ne vidijo nobene potrebe potem. In zato jaz mirno rečem, da imamo očitno na uradniških mestih oziroma mestih, ki bi morali zadeve peljati naprej, slediti, imamo fikuse.
to so fikusi v pisarni in so izjemno škodljivi. To, da se ne vidi potrebe, je kriminalna izjava Ministrstva za socialo. Torej, če potegnemo neko črto pod stanje psihosomatske motnje, če tako rečem, popraviti me, če sem napačno rekla. Ne, jaz bi rekla na splošno, da je govoriti o duševnih motnjah, raznovrstnih duševnih motnjah, ampak to, kar se pa danes pogovarjala, so pa te famozne čustvene in vedenjske motnje, za kar ne bi bili strokovni centri ustanovljeni in se ta termin pri nas zlorablja. Pod ČVM se vrže čisto vse. Zakaj? Ta ČVM je zelo heterogena skupina motenj. Etiologija teh motenj je raznovrstna, ampak ti lahko prideš do podatka, kaj je z otrokom izključno na način, kot imajo umikane evropske države, mislim, da se navežem na to, ko sem jaz vprašala, sem v večjih evropskih in svetovnih asociacijah aktivna članica, tudi hodim zelo veliko ven, tudi predavanje sem imela v našem programu, ta pedagoško-medicinski model, ogromno znanja od drugod dobim. Ko sem vprašala švicarske, nizozemske in ostale kolege, sem samo opisala primer Velike Doline, ali kaj, ta fant je naredil to pa to, kaj bi bilo pri vas. Odgovori so bili enoznačni, takoj bi ga na oddelek sprejeli in ugotavljali, kaj je s tem otrokom narobe, da je tako grozovito dejanje naredil. Kaj se dogaja v Sloveniji? Mislim, Kaj se recimo dogodi pri nas? Zdaj smo imeli ravno primer v Kopru, spet mučenje. To so norosti, pri nas grejo pa glave skupaj, kam ga bomo dali. Ne pa, kaj je tisto, kar je pri tem otroku sprožilo to sprevrženo, gnusno, ne vem kakšno dejanje. Vi morate vedeti, v vzgojnih zavodih se nahajajo otroci, ki so zaštihali starše, ki so skušali umoriti sestrico, recimo, ki so skušali ne vem kaj vse narediti. In je to famozna ČVM. Čustveno-vedenjska motnja, ki je pa tudi disleksija v resnici. Se zlorablja. Je pa res, da ko se je v teku procesa zakona o obravnavanju otrok in mladostnikov s ČVM v strokovnih centrih, z mano vred, nihče ni na to pomislil. Nihče ni pomislil na kriterije. Nihče ni pomislil na to, kaj pravzaprav je tisto, kar uradno socialno-pedagoška stroka lahko obvladuje. Ampak točno te populacije ne, ker se treba vprašati, kakšni programi in kakšni programi intervencije morajo biti za te otroke vzpostavljene. In kamorkoli boste šli, kamorkoli boste pogledali, jaz grem zelo kratkem na Nizozemsko, konec novembra v Švico, v Švici vodi oddelek tovrstni vodja zdravstvene nege Slovenc, me je tudi kontaktiral, rekel, vidim, kaj se v Sloveniji dogaja, torej nam je priskočil na pomoč, da gremo še to pogledati. Torej tudi v tujini je več takih otrok, več takih težav. Ja, cela Evropa o tem poroča, če gledate študije, cela Evropa o tem poroča. Zanimivo je pa za slovenski prostor predvsem to, ko sem jaz proučevala, sem prav iskala raziskave z otroci, ki so terapevtsko neodzivni in imate plejado številne študije, longitudinalne, povezava medvrstniškega nasilja z otroci z brezčutnimi neobčutljivimi potezami po vseh državah. Najbližja sosednja Hrvaška je leta 2022 izdala raziskavo z izsledki. 5 let je ta raziskava trajala, otroci so bili stari 6 let, 6, 7, 8 let, to je ta skupina otrok, na katero je Evropa zelo usmerjena, zelo pazi in zelo gleda, da ugotovi, zakaj se otrok vede tako, kot se vede. Prisotni so seveda slikanje možgan, skeni možgan, ugotavljajo se določene anomalije v možganih in tako naprej. Pri nas pač tega ni, oziroma kot sem jaz seznanjena, se nekaj zasebno na tem področju počne, morali bi biti pa to seveda javno. Od neurofeedbackov, veliko se ve, nima niti časa, da bi veliko je ukrepov in načinov, kako pomagati. Načinov, ki bi jih bilo nujno potrebno že pred desetletjem implementirati v javno zdravstvo, v slovenski prostor. Veste? In zato me izjemno iritira in izjemno jezi. In se mi zdi nedopustno in nevzdržno, sprevržno, da sedaj opozicija napada aktualno vlado. Mene ne zanima leva, desna, meni je to čisto vseeno, napada in celo citira moje izjave, kaj sem rekla, ker od leta 2010
odkar je ta raziskava, ki je v bistvu je temelj vsega, kaj bi bilo treba vzpostaviti na področju multidisciplinarne obravnave. Zelo je jasno za pravosodje, socialo, izobraževanje, policijo, recimo, kaj v Sloveniji umanjka, je praktično vse noter. In če bi bili res tako zavedni in če bi res imeli tako željo to urediti, so imeli za časa svoje vladavine od leta 2010 do danes dovolj časa, da bi to naredili. Eni in drugi. Pa niso, eni in drugi. Zdaj so drugi tukaj. Zdaj, jaz bom tako rekla, maratonci tečemo naokrog. Ker vse to, kar jaz zdaj govorim, je znano. Mi se samo še updatamo, gledamo, kaj še, ker to, s čimer se ukvarjamo, zlasti vzgojni zavodi, že odprejo, mladinski domovi, ki so za tem novim zakonom postali strokovni Povejte nam centri. tu, razložite nam, najprej smo imeli, se pravi, vzgojne domove, stanovanjske skupine, mladinske domove, prevzgojne domove, potem pa se je razvrščalo tja verjetno po nekih kriterijih, katero otrok gre kam, potem pa se je zakonodaja leta 2021 spremenila. Prevzgojni dom Radeče je še vedno. Eden. To je še vedno. To je za najhujše oblike, tiste, ki bi mogli odgovarjati po kazenskem zakoniku, če bi bili dovolj stari. Tako. Prevzgojni dom Radeče še vedno obstaja in je bil vedno na voljo za vse argumente osebja v vzgojnih zavodih, ko smo zagovarjali, recimo otrok pride v vzgojni zavod, po sklepu sodišča ukrep podaja vzgojni zavod in če se ukrep ne izvaja uspešno, to pomeni bega, izvršuje naprej kazniva dejanja, to pomeni, da mi argumentirano ukrep se ne izvaja v smeri, ki bi moral, torej rabi trdnejši okvir, to je prevzgojni dom Radeče, ki imajo pač druga pooblastila, druge metode dela, sodišče temu sledilo. Zdaj že nekaj let opažamo, da se pač to ne izvaja, ker so pač evropski trendi, katerim, a veste, vsem evropskim trendom Slovenija ne bi smela slediti. Absolutno ne, ker so škodljivi in to se potem v praksi izkazuje. Ta trend je kakšen? Je treba biti odvračanje od pregona. Odvračanje od pregona pomeni, da tudi če mladostnik stori kaznivo dejanje, pač proti njemu ni pregona. Tukaj je, to sem jaz opozarjala leta 15 na Brdu pri Kranju, ko smo imeli posvet tožilci, sodniki, jaz sem jim res rekla, da to, kar počnejo, je v nasprotju z vzgojo. Jaz tukaj govorim kot pedagog. V nasprotju z vzgojo, da bistvo vzgoje je, da si za neustrezno, neprimerno vedenje ustrezno sankcioniran. Torej, da vidiš posledice, ustrezna sankcija in da si za vsako vedenje, ki odstopa v plusu od pričakovanega, si pa nagrajen. In na tem tudi moj zavod, ki ga vodim, vzgojni zavod Planina, temelji. Da se opazi vse, da se vse naslavlja. Ideologija in to je to odvračanje od pregona, določena dejanja, ki bi morala biti procesirana po zdravi kmečki pameti, da bi se mladostnika ustavili, so se strani tožilstva zavržena in tako naprej. Torej Radeče so zdaj prazne, če prav razumem, in so ti otroci vključeni v vzgojni zavodi pokamo po šivih in tudi pritiski so na vzgojne zavode, tudi po naši oceni, kar bomo zdaj tudi dokazovali in iskali, tudi za primere, ki bi morali že davno biti v prevzgojnem domu Radeče. Se pravi, to v praksi pomeni, da v neki stanovanjski skupini ali pa v zavodu, kjer so nastanjeni tudi mlajši otroci, se pravi tisti, ki prihajajo iz družin 7 let stari, ki še ne izkazujejo morda nasilnega vedenja, ki prihajajo iz deviantnih družin, bivajo skupaj z mladostniki, ki pa so To je grozljivo, kaj Slovenija dovoljuje, in tukaj se jaz pogrešam že vrsto let neko strumno, pokončno, odločno držo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Ministrstvo bi moralo vse to, kar zdaj mi počnemo, vikende, noči, da iščemo podatke, v čem je problem, to bi moral naš prenapihnen uradniški kader nam pomagati.
Koliko prostora je v teh domovih? Koliko Ne, približno postelj? Ne, to je napačno vprašanje, Ja. ker je treba pogledati kriterije za oblikovanje skupin. Okay. Kriteriji za oblikovanje skupin so pa taki, za čustve, da je samo čustveno in vedenjska motnja je nekje 8-10, ampak svoje kriterije treba Dobro. pogledati. Ampak gledajte, če govorim zdaj samo v imenu Planine, jaz opozarjam že več kot 15 let skoraj dane, da Planina praktično nima več čustveno-vedenjskih motenj. Torej so ČVM, ampak paleta drugih duševnih motenj je raznovrstna. Otroci imajo po 3, 4, 5, rekorder je bil s 13 diagnozami. Me razumete? To niso ČVM. Bo treba enkrat doreči, kaj res je ČVM. Kaj res je. Ob tej heterogenosti zaskrbljujoče predvsem to, da ČVM ni dobro, kaže se čustveno-vedenjska motnja, popolj je glede na heterogenost te motnje treba ugotoviti etiologijo, kaj je razlog, pogledati zgodovino otroka, torej na kratko popolna biopsihosocialna ocena, ki je v Sloveniji ni, v tujini pa je. Ampak tudi, da mi to imamo, je problem sledeč. Da mene kličejo iz sodišč, imamo primer, saj vemo, da ni za k vam, pa ga nimamo kam dati in prileti v zavod. Da imamo papirje sodnih izvedencev, recimo, ko so otroci na psihiatriji oziroma mladostniki na odrasli psihiatriji, na odrasli psihiatriji ugotovitve sodnega izvedenca, ki pride, da je ugotovljeno, da ta primer, primer tega mladostnika, absolutno zakonsko ne more biti več na psihiatriji, ampak očitno glede na problematiko, pa tudi vzgojni zavodi niso za to ustanovljeni, ampak žal, nimamo kam drugam kot vzgojni zavod. Kam bi pa morali po vašem mnenju iti ti otroci? Ravno o tem govorimo, da je to multidisciplinarni problem, da je treba, tako kot sem povedala v prejšnjem intervjuju, mislim, da je bil za Jano, da smo dejansko odlagališče otrok, tako za socialne primere, tako kot ste prej lepo omenili, to so otročki stari 8-9 let, kjer je v družini, če pogledamo te psihosocialne težave v družini, ko bi bilo treba v bistvu delati z družino skupaj, z enimi ustreznimi psihosocialnimi intervencijami, ne pa da se otroke 7-8 let stare namešča v vzgojne zavode, kjer imamo isto nameščene mladostnike, izvrševalce kaznivih dejanj, zoper življenje in telo, zoper bi morali samo papirje njihovi prebrati in bi potem vedeli, kakšno norost se gremo v Sloveniji, ki bi morali pa že davno biti recimo v Radečah. Pa niso. V tem je problem. Če lahko sem morda specifični, torej sodišča so tiste, ki bi morala poslati otroka v Radeče? Ja, to so, seveda, po kazenskem zakoniku. Ja. Ampak zaradi te prevladujoče... Ko jaz iščem v sebi odgovore za to norost, ki jaz jo ne morem drugače pojmati, za to norost, za ta idiotizem, v katerem živimo. In tako kot sem rekla, kako lepo reče Jordan Peterson, spravite se k sebi, dajte se soočati z realnostjo. Realnost je grozna. Jaz nisem prav noben panik, jaz sem zelo realen človek, gledam stvari, doživljam jih dnevno. In to, kar si mi dovoljujemo z neučinkovitostjo, z neustreznostjo obravnav teh otrok, pa da se razumemo, sodišče pravosodje je zadnje. Prvo je ta zgodnja obravnava in prepoznava, tle pademo na izpitu popolnoma. Mi polovimo že malih otrok. To je to. Bistvo je, da bi polovili male otroke. Bistvo so posegi v družini. Povejte mi, če se pogovarjava kot Pija, pa kot Leonida, od kje? Danes se mi zdi, smo starši, veliko bolj izobraženi v vzgojnih pristopih, o tem, kako je treba z otrokom ravnati, da potrebuje otrok ljubezen. Vse to, ne vem, imamo ogromno znanja, ogromno tudi časa za ukvarjanje z otroci. Niso več tako številčne družine, manjše, se pravi, več časa je posvečenega. Od kje? Pa imamo več ur s socialnimi delavkami v osnovnih šolah, več, ne vem, in pedopsihiatrov, in več je zavedanje in težave pa so večje. To se je tako, bi rekla, vse narobe počnemo. Subtilno uvajalo v družbo. Bi izhajala iz tega, leta 70 je bila permisivna vzgoja nekako uzakonjena v vseh evropskih državah.
Torej, kot odgovor neki avtoritarni in ne vem kakšni grozni vzgoji, jaz nimam iz mojega otroštva, tako če pogledam tedanjo družbo, prav nobene izkušnje o ne vem kakšni grozni vzgoji. Ne vem, na kaj bi se to nanašalo. Permisivna vzgoja, zdaj ideologi še v Sloveniji, ne vem, če še trdijo, upam, da ne, se jih je znanost povozila do konca, se so tudi vse raziskave dokazale, kaj je permisivna vzgoja povzročila. No, v bistvu jaz bi s tem začela, pričakovati od otroka, ki nima razvitih možgan, ki ne more presojati, ki ne more odločati, ki ne more pričakovati, da se z njim odraslo pogovarjaš in da ga postavljaš na mesto nekoga in mu dati glas pri stvareh, za kar smo pristojni odrasli, je v fundamentu zgrešeno. In novodobno starševstvo, se bi rekla, to je bilo zelo subtilno v družbo uvajano, pravzaprav na vse segmente, na področju vzgoje, na področje tožilstva, če hočete, na področje pravosodja. Sočasno s to permisivnostjo so se tudi določena kazniva dejanja, ki bi morala ostati kazniva dejanja za mladoletnike, prekvalificirala v prekrške. In to pomeni, in seveda s tem znižaš statistiko. Uradna statistika je varljiva, ne izkazuje realnega stanja, kaj se dogaja. In tudi to, te floskule in ta navodila, kako se je treba z otrokom pogovarjati, na kakšen način vzgajati, se je sprevrglo nekako v mnenje in doživljanje staršev, novodobnih sploh, da se otroku ne sme postavljati meja, ker s tem ubiješ njegovo dušo, ker s tem ubiješ njegovo inovativnost, ker s tem ubiješ ne vem kaj vse. Torej, postane vse skupaj brezmejno, ker ta strah staršev, jaz sem se z velikimi pogovarjala, ta strah staršev, da bi po mizi vsekali, da bi rekli ne, da bi nekaj zahtevali, je tako prisoten, da popuščajo na celi črti. To vam lahko zatrdim, veliko staršev mi je to povedali in so tudi v tem kontekstu, naj povem nekaj, starši naših otrok v vzgojnih zavodih so večinoma dobri starši. To so dobri starši, ampak ob zahtevnosti otroka, njegovih motenj, pač imajo tudi družine težave, ampak v bistvu v resnici imajo svoje otroke radi, ampak niso znali, kako ravnati, kaj delati in tako naprej. Večina, ne pozabite, jaz karkoli bom govorila, je Gaussova krivulja, večina staršev je dobrih staršev in so sami povedali, recimo, ko smo sprejeli otroka, njihovega starega 15-16 let, recimo, in je bila za njimi obravnava tudi 10-letna. In so rekli, posod so nam rekli, samo na lepo. Posod so nam rekli, samo pogovarjajte se. So rekli to, a njegovo, recimo, problematika nasilništva, kazniva dejanja je pa samo še naraščala. In to je prvo, da je ta ideologija, da za zahtevo, da za omejitvijo ubiješ otrokovo voljo, je še vedno prisotna. Torej morate vedeti, da se mi s 15-letniki gremo, malo bom v hecu rekla, primarno socializacijo, da jih učimo, kaj je prav in kaj je narobe, kot 9-letne otroke. Točno to počnemo. Ne, kako, kaj. To potem drugo, kar je zelo prisotno, ta potreba staršev, da jih imajo otroci radi, da se jim ne zamerijo. Skušanje prijatelja, to ni naravno. In to lahko srečamo tudi, to sem jaz izkusila z sodelavci, tudi z določenim pedagoškim kadrom isto, ko skuša biti učitelj, vzgojitelj, všečen, priljubljen, pa da ga imajo otroci radi. To se to kaže na njihove lastnosti, tak kader je absolutno škodljiv v tem prostoru. In v pedagoškem prostoru v Sloveniji imamo ogromno škodljivega kadra na področju vzgoje in izobraževanja. Jaz sem imela 40 let za sabo tega dela, jaz sem imela več težav z problematičnimi, konfliktnimi in motenimi delavci. Ker pač ni nobene selekcije.
Včeraj mi je znanka rekla, ja, časi, ko so učitelji metali ključe v glavo, so se končali, zdaj pa smo tam, kjer smo. Tudi tukaj v podcastu je rekel, tudi to verjetno ni odgovor, ampak ne bom pozabila, ko je Dejan Sotirov tukaj v podcastu rekel, da je tudi sam bil problematičen otrok, ampak so ga učitelji zrihtali. Je rekel, ne vem kako že, 2krat so me zaprli, pa mi dali vedeti, pa sem se hitro umiril, pa bil na miru v šoli in nisem več provociral. In starši so to podprli. In sem se potem s časoma sestavil in poiskal, znal bil sposoben poiskati vzroke svojih motenj in sem danes tam, ker sem pomagam drugim. To je točno to. Meje pravila, doslednost, absolutno smiselna pravila, da se razumemo. Tudi to ni prav, da je učitelj ključe metal. Ne bi rabo. Ne vem, res ne, ampak iz vsake šole smo imeli nekaj poročila o tem, da vem, da so tudi za našega nekega, jaz tega nisem doživela, ampak vem, da so govorili, da je v preteklosti metal ključe in pri glasbi smo vsi poslušali. Že samo ker je obstajala ta možnost, ta grožnja, da je nekoč se to zgodilo, smo pri glasbi vsi poslušali in nihče, tudi tisti najbolj problematični sošolci, si niso upali drznili karkoli motiti njegove ure. Tako da se mi zdi malo profesorjev takih, ki znajo z neko... To je osebnost. To je osebnost, veste, in to je razvidno, to sem jaz doživljala, razred otrok, ki pri enem učitelju spoštljiv, ampak je učitelj tisti s karizmo, dosledno, pošteno, ker otroci vohajo, to poštenost, doslednost in to cenijo. Otroci to cenijo. Ampak ta isti razred bo pri drugem učitelju razbijal stole, metal in tako naprej. Isti otroci, razred, isti otroci. In kako je to pomembno, kdo z njimi dela. Tega je v bistvu premalo raziskano, kakšen tip posebnosti bi moral pravzaprav biti, ampak glede na trenutno pomanjkanje kadra, se ne moramo zmišljati, kakšni kadri bodo tam. Tako je, in glede na to, da nove generacije, se pravim, to, kar ta mladina rabi, enega zdravega, čustveno stabilnega, odraslega, moralno neoporečnega, trdnega, ki se ne boji, pogumnega. Vprašanje, kaj novodobni starši producirajo. Kaj pa morda, če sva še pri vzrokih za to stanje, kot družba se mi zdi, smo tako postali kar malo odklonilni do otrok, imamo vse te raznorazne hotele, adults only, na porokah otroci zadnje čase niso več tako zelo zaželjeni. Tako, otroci tudi to čutijo po eni strani verjetno, da smo... Tega vprašanja ne razumem, da otroci niso zaželjeni. Na splošno v družbi je neka taka, se mi zdi, že sam se vam ne zdi, ne vem, a so včasih bili v vaših časih hoteli za adults only, danes jih je. Kakšni hoteli? Adults only, torej kamor otroci ne smejo. Adults only hoteli, adults only restauracije. Tukaj ste me pa najdla, nimam pojma o tem, niti tega. Jaz sama kot mlada mama v tej družbi zelo čutim, da v bistvu je to, da z otrokom prideš, zelo se deli družbe, se pravi tukaj, se pravi niti medgeneracijske solidarnosti več. Vse je, ne vem, zabava za starejše, zabava za mlajše, ne vem, na rojstnodnevih prideš, pustiš otroke in so otroci tam sami, torej ni več, da bi bili... Navezave, povezave. Se mi zdi zelo, da smo postali tako... Tudi v trgovini, daš otroka v igralnico, ne s sabo pa v pravkih. Tako, vse te delčke se mi zdi, da... Razumem. Nismo več vsi skupaj. Tako. Takole bi rekla, antropološke, sociološke študije, sem res zelo presenečena, tega nisem vedela, so objavile sledeče. Dejstvo je, nasilje, generacije se ne bi vsake 20 let zamenjale, da nasilje je vedno bilo, kar je res, odziv družbe na nasilje, različen, to je res. Ampak opredeljujejo to aktualno generacijo kot edinstveno, neprimerljivo z ostalimi generacijami, torej to je prvič, in prav zaradi življenja v digitalizaciji, in tisto, kar je pa najbolj nevarno, pravijo, ker to ni naravno, je pa vpliv vrstnikov. Da vpliv vrstnikov še nikoli v zgodovini ni bil tako močen, ker se ne neha. Da je bilo v prejšnji generaciji pač to razvojno. Gabor Mate, to pozarja tudi v knjige. V določenih življenjskih obdobjih so bili vrstniki tisti, ampak ko se je to obdobje počasi končavalo, so se zopet vrnili k družini. Starši popolnoma odpadajo, vpliv vrstnikov je gromozanski.
še enkrat, to je nenaravno, ne? Ampak bi pa rekla sledeče. Ne? Starši so tisti, ki so, če opažate, iz vseh razprav, pomen družina, pomen staršev, mogoče samo malo omenjeni, ne? Zlasti se problematizira šola. Vse to jaz opažam. In to nalaganje vzgoji in izobraževanju izključno, načela, principe, navodila, pravzaprav primarne socializacije je v osnovi zgrešeno. Otrok je rojen v družino, kjer se zelo zgodaj, v nekaj letih izoblikuje njegova naravnanost, če hočete, zametki osebnostne strukture. In družina je tista, ki bi morala biti deležna največ pozornosti, največ skrbi države in največ posegov sa strani države, ne glede na to, a starši to hočejo ali ne. Čim je, prvi detektor, da je nekaj narobe, so recimo vrtci. Problem je pa v tem, ko sem jaz delala analizo, da določeni otroci pa sploh niso v vrtcih, ne? Zlasti tam, kjer so ali starši doma, ali ne, niso. Torej, ta sistem ne bo... V Sloveniji veliko število otrok ni vključenih v vrtce na začetku. Torej jih ne bomo pravočasno detektirali. Ne? Če pa niso v vrtci, bi bilo pa treba delati nenajavljene obiske, tako kot dela tujina, nenajavljene obiske na domu, da se ugotovi, kako je z otrokom. Pa kako lahko potem tam ugotoviš? Finska opazuješ, ne? In to so te tehnike, ki jih imajo tudi drugod, mislim, da jih tudi v Sloveniji. Izvajala sem, brala ena od sodnih izvedenk. V glavnem ti prideš in opazuješ družino. In to prideš nenapovedano. Kar recimo, to je eden, ampak to je samo eden od teh. Ne. Nenapovedano je treba pridati. Ne. Če se ti napoveš, bo stanovanje čisto, otroci bodo čisti, tam bo nekaj dobrega na mizi in otroci bodo podučeni, kaj ne rečejo. Take izkušnje imamo mi. Ne. Torej, to bi bilo treba nenapovedano delati. Ne. In če pogledate, se to je absurd, če vi gledate, kakšne pogoje morate izpolnjevati in kako ste preverjena po dolgem in počez, če hočete posvojiti kužka ali pa mucko iz zavetišča, potem vidiš, kakšno norost se mi gremo pri otrocih. Jih pa puščamo jih v nasilnih okoljih, v pretresljivih okoljih, brez odgovornosti staršev oziroma ni pravočasno prepoznano, obravnavano. Samo še en primer vam lahko povem, to vrsta, ampak jih je res veliko. Arhivi, anamneze, poročila staršev to izkazujejo in zgodbe so pa take, če bi vse navedla, bi rekli, sej to je neverjetno, pa je. Ne? V Sloveniji je možno vse. Da se pripelje otroka v zavod na sprejem skupaj z mamico, ki je popolnoma zmaltretirana, a potem ugotoviš na sprejemu, da se v družini izvaja nasilje sa strani gospoda, nasilje nad gospo dolgoletno, nasilje nad sinom in zato je pač otrok prišel v zavod, ČVN. In ko jaz vprašam, kje pa je gospod, kaj se dogaja, on je doma, ker on ne sodeluje, on je odbil, da se gre zdraviti alkoholizem, on je odbil tole, da gre na društvo za nenasilno komunikacijo, vse je odbil. In jaz gledam, ja in? Kaj pa delate zdaj? Ja, motiviramo ga. Ne? V državi, ki samo deklarativno govori, da imamo ničelno toleranco do nasilja, primeri naših otrok izkazujejo, da je to bullshit. Torej, takega človeka bi bilo potrebno zapreti. Ne drži. Ja, njega stran. Se bi bilo treba njega odstraniti. Žrtve, mi imamo zelo veliko otrok iz razsutih družin, ločitve, prisotnost nasilja, alkohola in pač vemo, kako se je to obravnavalo. Absolutno ne z ničelno toleranco do nasilja. Naši otroci, večina, je bila prisotna ob nasilju ali so bili pa sami deležni nasilja. Spet ne vsi. Imamo tudi otroke iz popolnoma, bova rekli to, kar bi rekli v našem prostoru, normalne družine, funkcionalne služba, so trudile, ampak je bil otrok, to, kar berem v tujih študijah, že od malega popolnoma neobvladljiv.
popolnoma neobvladljiv. Ne? Če bi bil recimo nekaj zelo v Kakšna je Angliji, vloga družine tukaj? Tudi verjetno ni samo za to, ne? Se pravi, te prvi znaki alkoholizem, ne vem, morda droge, pa gre mogoče tudi za neke novodobne oblike družinske dinamike, ki nimajo ravno najboljšega vpliva na razvoj neke zdrave osebnosti. To, kar ste prej omenila, ne, in to, kar se zdaj ugotavlja, se v bistvu ugotavlja hladnost družin, torej odtujitev od otrok. Zelo pomembna je ta varna navezanost. Starši so tisti, kateri naj bi s to varno navezanostjo že od dojenčka dalje v otroku vzbudili ta psihični aparat do ljudi, prosocialnost in tako naprej. In to na celi črti umanjka. Ker ste si jaz predstavljala, seveda, in tukaj se pogovarjamo, pri nas se sploh ne bi smeli pogovarjati o ČVM, ko gledam zgodbe naših otrok, gre pri njih pravzaprav za razvojno kompleksno travmo. To so njihove fizične reakcije, zelo nepredvidljive, zelo impulzivne. In vem, da se določeni strokovnjaki pri nas temeljito ukvarjajo s področjem razvojne kompleksne travme in kaj v bistvu vse te otroci potrebujejo, ampak to vrstne zadeve bi bilo treba implementirati v ves javni sistem. Kar pomeni, da so naši otroci tudi tretirani in obravnavani povsem drugače, kot bi v bistvu morali biti. Mi smo šli z eno ekipo zdaj na Master Events v Oxford. Bil je svetovni seminar z eminentnimi strokovnjaki iz celega sveta. Šla sem prav zato, ker je bil govor o travmi. Zanimali so me otroci, zanimali me je, kaj z njimi početi, na kakšen način. Ne? In je bilo na veliki govorniki, so rekli tole, kar se predpisuje, pogovarjanje, so rekli jada, bullshit. Otroci rabijo. In to, da se je na vseh mestih poudarjal predvsem neurofeedback, kako govora je bilo o okvarjenih možganih, o motnjah v možganskem delovanju. Spet tukaj je več etioloških dejavnikov, zakaj so otroci takšni, kakršni so. Sploh pa zgradba in funkcionalnost možgan. Tako razvitih in nerazvitih delov. Tukaj pač Slovenija ni dovolj pozorna na to. In so pač predpisane metode malo drugačne, kot se pri nas govori. Kakšne so? Se pravi, ravno od tega, tam so otroci vključeni, gledali smo filme 4-5-letnika, ki ga je mamica snemala, kako je razbijal, kako je kričal, po tleh se metal, to je bilo neobvladljivo. Pokazali cel proces, kako se je otroka vključilo neurofeedback, joga in določene. Kaj pomeni neurofeedback? V bistvu gre za neko tehnično zadevo, aparaturo, ki je zelo, zelo draga. Jaz se na to še ne spoznam, zdaj se podučujem. Stimulacija možganov. Tako je, da se targetira določene dele možgan. Še premalo vem, zdaj se pač s terapevtko pri nas podučujemo o tem, kako bi to naredili, kaj bi to, na kakšen način bi to sprovedli tudi pri nas. In tudi to nas zanima, nismo še dobili odgovora, kdo se lahko s tem ukvarja. In ko smo s kolegi to poslušali, smo se sam spogledali, kaj pri nas bi vsi otroci to rabili. In ne samo pogovorov. In to, zavedanje tega, da imamo na koncu kotinoma otroke, ki so terapevtsko neodzivni, brezčutni, brez slabe vesti, je res grozljivo. Mi pa jim dajemo letake. Ampak te flyerje in te letaki, kjer to piše, to sem zdaj tudi povedala zadnjim, ki so tak letak naredili, vse v redu in prav. Ampak ko ljudje to berejo, učitelji, vzgojitelji, starši, se lomijo po zobeh, ki pač to izvajajo, in mislijo, in to je tisto, in mislijo, da je potem njihova krivda, če potem v praksi nekaj ne deluje. In bi bilo treba na take letake napisati samo to. Če pa to ne deluje, ker obstaja določen delež otrok, se je treba posvetovati pa z drugimi strokovnjaki. Če je pa predpisano samo to, je pa to velik problem, ker ne zajameš te populacije, o kateri jaz govorim. Žal naš pokojni profesor Janez Bečaj je že leta 80 v eni zelo dobri knjigi Drugačni otroci, drugačne metode napisal izjemen stavek. Vznikajo nove in nove teorije, ki jih v praksi nihče ne preverja. Če pa to v praksi ne deluje, so pa krivi izvajalci.
Me razumete? Ja. Ja. Torej, Ker se sliši zelo všečno, a veste, ampak in glede na stanje in glede na določene akademske idiotizme, glede na določene izjave, ki jih dajejo tudi v intervjujih določeni akademiki, uradniki in tako naprej, jaz bi uzakonila to, da kdorkoli se ukvarja s področjem otrok in mladostnikov z najhujšimi motnjami, z tovrstnim vedenjem, se nima kaj uglašati, če nima najmanj 5 do 10 let prakse in izkušenj dela z njimi. Ne? In tudi, če gledate zdravnike, zdravniki so profesori, ampak so istočasno tudi kliniki, kot jaz vem. Tudi izvajajo, torej vejo, kaj govorijo. Torej, profesori na pedagoški fakulteti ali kjerkoli bi morali imeti stik s prakso, da bi šli pa malo delali. Jaz bi dala dala bi poskusno dobo 3 mesecev vsem. Ja. Pa potem spet vsakih nekaj let, tako kot moramo, ne vem. Absolutno. Prvo pomoč obnavljati. Ker ta zblojenost in ta razkorak med teorijo in prakso, ki ga doživljamo zdaj že nekaj let, je nevzdržen. Je nevzdržen in zato imamo tudi na polju tako stanje, kot ga imamo. Ker ne naslavljamo zadev, kot bi jih morali. Ker je vse bolj usmerjeno k temu, da ne bo kaj narobe, da ne bomo, v bistvu, če tako pogledate, je bolj zaščiten storilec kot žrtev. Kar je popolnoma napačno sporočilo celi skupini, da si v bistvu nisi kaznovan za slabo vedenje. Ne? Druge besede kot norost jaz ne najdem. Res. Pa se prav trudim, kako bi jaz to poimenovala, ker je norost. Pogovarjava se danes četrtek 27.6., ko bodo poslanci sprejemali oziroma se pogovarjali o tem, da bi izključili problematične otroke iz šole kot nek ukrep, ki si ga nekateri želijo, drugi pa so proti njemu. Skoraj verjetno to ne bo sprejeto. Je to primerno, da se otroka, ki povzroča težave, najhujše oblike, ko tepe, ko spolno napada, ko spraska učiteljico, ko že za njemu je že nekaj terapij, seveda. In če bi Slovenija imela oddelke oziroma službe, kot jih imajo evropsko umikane države, bi bil tak otrok nemudoma dan na ustrezen oddelek v obravnavo, v ugotavljanje, v diagnostiko, kaj je s tem otrokom narobe. Ja. Kaj pa začasna izključitev, recimo pravijo, pravica do šolanja, ne moremo otroka izključiti, ampak kaj pa pravica do varnosti, lahko se zagotovi šolanje nadaljavo. To. Starš, da in tukaj je poglavitno razvidno, spet ne najdem izraza, vloga našega ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki je popolnoma odsotna. Javno bom vprašala, in to sem že ne vem kolikokrat vprašala, povejte mi, imamo 2 ustavni pravici. Pravico do izobraževanja in pravico do zdravljenja. Katera je bolj pomembna? Je do zdravljenja. Ja, ampak dokler dolgo bo Ministrstvo za zdravje ne bo ustanovilo oziroma se ne bo odzivalo na to, in vsak ima argumente, da nekaj ne bi, in se te otroci kot vroč kostan predajajo. Je pa to multidisciplinarni problem, da se zavedamo. Ne samo problem šole. In če bi naše ministrstvo imelo pogum, odločnost in znanje, bi to norost, da se to danes pogovarjamo, že zdavnaj zaustavilo. Problem je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje že vsa leta. In zakaj mislite, da so tako neodzivni oziroma, ne vem, kako bi rekla, nekooperativni? Jaz ne rada domnevam, ne maram domnevati, mene res argumenti zanimajo. Malo je povezano s tem uvajanje permisije, pa pravic in tako naprej. Samo še to povem, v Vzgojnem zavodu Strokovnem centru Planina je osnovna pravica naših otrok, da jih podučimo o dolžnostih. Ja? Drugi slogan, ki ga imamo, je Screw motivation, what you need is discipline. Pomeni, kaj? JEBŠ, motivacijo, kar potrebuješ, je disciplina. Je treba to obrniti. Se pravi, res jasna pravila. To je strokovni članek o tem,
da v bistvu disciplina je prva. To pomeni, ti moraš mladega tudi prisiliti k dejavnosti, ti moraš mladega na različne načine poriniti, da je aktiven, da se športno udejstvuje. Torej, videti apatične mladostnike, stare 15-16 let, ki nikoli mignili niso s prsti, preklopljeni na ekran, ko mi to vse vzamemo, povemo, na kakšen način delamo, ampak pridite jih pogledati pol čez 3, 4, 5 mesecev, kako se divjajo po igrišču, kako vodijo na tekmovanje, pridejo z medaljami. Torej, drogo, to je droga, ekrani, digitalne zasvojenosti, to je droga. Mi drogo nemudoma vzamemo, nas sploh ne zanima in povemo, kako, kaj in ustrajamo od začetka. In se pravim, to jih potem videti zadovoljne z medaljem, to brez ekranov, lepo vas prosim, pri meni jih ni že od leta 2007, je nekaj najlepšega. In tudi pol, ko grejo, se za to zahvalijo. Ampak to, ta pogum, da prepoveš, je unikum v Sloveniji očitno. Ja. Ne vem. Se pravi, zame je to norost, kar se dogaja. Mi smatramo, da smo uspešni po poročilih staršev, po samih otrocih, ki grejo. Morate vedeti, mi evalviramo svoje dele ob prihodu v zavod z vprašalniki, prav otrok, ob odhodu. Otrok, vsak nam je zelo dragoceno, da nam otroci mladi napišejo, kako je bilo, kako so se bolili in so krasna poročila. Kako imate potem kasneje stike z njim? So kakšni ste na kakšne še posebej ponosni? Kurjo kožo imam. Imam kurjo kožo in res prav, to me pa tako gane. Ko pišejo, ko pridejo nenajavljeno, stari 30-35 let, po 5-10 letih, ko spomine obujajo, ko povejo, in v bistvu so to potrditve našega dela. Pišejo maile, mislim res, spet smo pri Gaussovi krivulji, ne vsi, ampak moja raziskava, ki je šla leta 2013, je glede na kriterije uspešnosti, smo v takratnem obdobju bili 75% uspešni. Glede na kriterije. Najlepše je to, kar oni povejo. In to je torej, da se veliko bi jih lahko polovili že prej z njimi, z diagnostiko. Zgodna obravnava, delo z družinami. Fascinira me Finska. Finska je pred kratkim objavila raziskavo, kako prav področje navezanosti, kako se trudijo vzpostavljati varno navezanost, zelo so pozorni na mlade mamice in recimo poporodna depresija oziroma kjerkoli so kakšne težave, se nemudoma aktivira v socialen krog, sorodniki in tako, zato da se za tega dojenčka poskrbi, da pride do te varne navezanosti. Varna navezanost je ključna. Če to zamudimo, zato so to te posegi v družino nujni, ne glede na to, če niso prostovoljni, treba je, država bi morala za svoje državljane poskrbeti. Bi dodala pa samo še nekaj. Zelo, zelo licemersko je, da se pogovarjamo samo o medvrstniškem nasilju med mladimi. Medvrstniškega nasilja med odraslimi je ogromno. To izkazujejo statistike bolniških. Ljudje poročajo o bullyingih na delovnem mestu, o grozljivih stvareh, ki se jim dogajajo. In medvrstniško nasilje med odraslimi, ki je prisotno seveda tudi v politiki, je grozljivo. In dokler dolgo grozljivo način komunikacije imamo tudi na najvišjih ravneh. Se pravim, jaz sem že dostikrat rekla, da se počutim kot v živalski farmi, ko gledam določene stvari oziroma vedenja določenih politikov, te bi morali biti nemudoma izbrisani iz politične srednje, in to bi morala pač politika, nek etični kodeks oziroma neka etična moralna načela, kaj je tisto, oni skušajo predpisati državljanom, kaj je nedopustno. Naj najprej predpišejo sebi, kaj so nedopustna ravnanja politikov in se tako tudi vedejo. Potem bodo kredibilni, ker niso. V tem je problem. Za konec morda še tudi, če se prav spomnim strani politike, so prišle določene spremembe glede rejniških družin.
Kakšne so? Ja, če smem, samo še tisto, kar ste prej za tega otroka rekli. Absolutno, dokler nimamo oddelka, dokler je otrok tako neobvladljiv, tako kot ste prej opisovala, in da ogroža vse druge in nobeden od ukrepov v šoli ne zaleže, se pokliče starše, zdaj ga imate doma in je šolanje nadaljavo. Pika. Se sploh ne pogovarjamo. In to bi bilo možno že po teh zakonodajah, ki obstaja, ker piše, v izrednih razmerah je šolanje dovoljeno in tudi to so izredne razmere. Starši naj vzamejo dopust. Tako, če je država si to dovolila v času korone, 2 leti početi, si bo pa tudi zdaj. Starši, tukaj ga imate. Ker običajno, ker tukaj je treba starše zajeziti in omejiti, ker običajno tako poročajo, tudi v medijih slišimo, tudi jaz imam take izkušnje, so tudi starši problematični, da ne sodelujejo ali svojega otroka sploh podpirajo. Narcisistični starši bodo pa celo rekli, da puste mojega otroka pri miru, saj z njim ni nič narobe in tako naprej. Torej, sploh ni debate. Domov, šolanje nadaljavo, pika. In to je kazenska odgovornost staršev potem, če ne bodo tega izvajali. A ne? Če smo imeli 2 leti korone, pa dajmo poskusno 2 leti, če v polkaj boljš. Ni debate. Ni debate. Dobro. No, morda še par besed o sistemu rejništva. To je bilo včasih zelo razvejano, danes je tega vedno manj. Ja, pa nikoli ni bilo dovolj. Nikoli ni bilo dovolj. Rejništvo v Sloveniji je razvejano, ampak verjetno glede naših otrok, ko smo mi potrebovali, ker smo z kolegi iz Centra za socialno delo skušali najti rejniške družine, je bil problem že takrat. Od leta 2007 sem jaz na vodilnem mestu, je bil problem že takrat, ampak se je nekako najdlo. Za spremembo zakonodaje so mi pa rejnice, ki jih imamo in so tudi potem odpovedale, pa rekle, da se tega ne grejo več, ker morajo na sodišča hoditi, nekaj dokazovati. Nisem natančno podučena. V bistvu so se, kar se rejništva tiče, namesto da bi se vzpostavili ukrepi za vzpodbujanje rejništva, lajšanje česa, mogoče to, se je v bistvu birokratsko zakompliciralo oziroma jim naložilo dela, kar ne bi bilo potrebno. In zato tudi opuščajo. Ne. Vem, kaj je prišla ena krasna rejnica, jaz sem jo pa prosila, lepo vas prosim, ne. Je rekel, jaz se tega več ne grem, jaz sem bila na sodišču, sem bila zaslišana po dolgem in počez. Lepo vas prosim, to je norost. Ne. In če bi midve zdaj eno analizo vam potegnila, eno sintezo pa domnevala, a ne pelje vse to v nek tunel razbijanja družin. Meni se zdi, da ja. Razbijanje družin. Družina je osnovna celica družbe. Razbijanje družin do onemoglosti. Meni se tako zdi, res. V bistvu prav čutim, da se kot mlada mamica, že 4 leta stara, ampak prav soočam z družbenimi pritiski, kaj mi je bilo tega treba, mar bi se držala kariere in kaj je. Tako, nasploh in v popularni kulturi in nasploh v družbi, marsikam, kamor pridem, spet je z otrokom prišla, ne more priti sama in tako naprej. In čutim to in mislim, da je družina, govoriti o družini, da je družina neka celica, da pač je nekaj pomembnega, je danes te pošljajo, te označijo najprej za desničarko, za neko, ki naj gre domov za štedilnik iz podeželja in tako pač. Govoriti o neki pomembnosti družine je danes... Ni, ne? To je tisto. Ne, ni. In tudi nekih praktičnih nasvetov, družinskih, morda gospodinstvenih, čisto tako. To je danes, mislim, prepovedano. To je pač samo za... Jaz sem si skušala zamisliti, saj govori se o svetu tehnokapitalizma. Jaz sem si skušala zamisliti, da bi se rodila v sedanji svet. Da se zdaj rodila, ja. Veste, in če si iz delavske družine ali pa revne, socioekonomsko prikrajšane, pa pusva vrtec, pa da greš v šolo, si v bistvu že od začetka izločen. Večinoma. Ne moreš parirati, ne moreš se družiti, nimaš snovi za pogovor, lotijo se te,
sploh če si reven, glede na oblačila. To je krutost otrok. In se pravi, tukaj so starši tisti, ki bi morali delati nekako na sprejemanju različnosti, drugačnosti. Da se Ja, ne rodi... grozno je. V našem Ja. vrtcu recimo se je oprijel izraz lideljčki. Lideljčki, ste slišali to? Lideljčki za otroke, ki imajo oblačila iz Lidla. Mislim, grozno. Zakaj pa mislite, da imajo druge uniforme? S tem se saj delno te socialne razlike mal umilijo. Ne? Uniforme so lahko prav lušne. Jaz sem že rekla v zavodu pri nas, kaj če imeli vsi kavbojke, lepe kavbojke, da se razumemo, pa lepe majčke, ne? Da bi bili nekako, ker to se vidi, to vidimo tudi v zavodu, kaj se dogaja. Ne? Ko je nekdo iz bogate družine, ki skuša s cinizmom, aroganco, ne dovoljmo, res ne dovoljmo, res delamo na tem, ne? Ampak tisto, poudarjam pa skozi, je pa najbolj strašljivo, ko vidiš, da nima nobenega učinka in nobenega efekta, da ne poseduje nobenega sočutja do drugih. In da ob tem celo uživa. To je pretresljivo videti. Najlepša hvala za vaše delo, vaše besede. Hvala. Upajmo, da bo kaj, ne? Hvala za povabilo. Hvala vam za spremljanje, se slišimo in vidimo prihodnjič.